Nadškofijska Karitas Maribor je dopoldne v Aleksinac, Bršac in Gudurico poslala skoraj 13 tisoč kosov pomoči, od oblačil, šolskih potrebščin do higienskih in invalidskih pripomočkov. Prvi meseci tega leta pa so tudi na mariborskem območju v zelo boleči obliki razkrili razpoke v novi socialni zakonodaji. Vrste ob sredah pred Rdečim križem so vsakič daljše. Prav tako se je za približno četrtino povečalo število prošenj za plačilo osnovnih dobrin pri Nadškofijski Karitas Maribor. Lani so od 1220 prosilcev pri plačilu položnic za energente uspeli pomagati 790. Letos pa so prejeli že 324 prošenj, rešili so jih 185, predvsem za visoke poračune za kurjavo in elektriko. Tako na župnijskih kot na Nadškofijski Karitas so vrste vedno večje, pa tudi ko ljudje dobivajo manjše pomoči, prihajajo in prosijo za pomoč, prisiljeni so nekako, da pridejo po pomoč, toda nimamo tudi mi denarja, tako da jim lahko pomagamo večji del le s prehrambenimi paketi in tudi s tem so ljudje zadovoljni, saj kako dolgo bo to šlo, ne vem. Izvršni odbor Desusa bo danes razpravljal o napetostih, ki se v zadnjih tednih stopnjujejo v stranki, tudi ob aferi njihovega poslanca Ivana Simčiča. Dva pokrajinska odbora namreč zahtevata izredni kongres stranke in zamenjavo predsednika Karla Erjavca, medtem ko je ta ob robu obiska v Rimu v torek zatrdil, da ne namerava odstopiti. Nova Ljubljanska banka je danes v časniku Delo objavila javno dražbo za slabih 591 tisoč delnic Primorja, ki jih je pri njej zastavil Primorje Holding. Dražba bo 6. aprila, izklicna cena za celoten paket delnic pa znaša 11 milijonov evrov. NLB ima svoje terjatve zavarovane za stavno pravico. Ker Primorje Holding svojega dolga do banke ni poravnal, je ta na podlagi zakonskih določb objavila javno dražbo. NLB je tako že druga banka, ki prodaja delnice Primorja. Na sejmišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni se začenja sejem gradbeništva Megra, v okviru katerega sta prvič tudi sejma energije in trajnostne gradnje Engra ter komunale, okolja in ekologije Kogra. Na 14 tisoč kvadratnih metrih površine bo na ogled 310 razstavljavcev iz 14 držav. Statistiki so izračunali, da je v Sloveniji leta 2010 prebivalec povprečno porabil 121 kg žit, 94 kg mesa, 70 kg krompirja in 90 kg zelenjave. V enem letu je vsak prebivalec porabil še povprečno 36 kg sladkorja in 10 kg jajc ter popil skoraj 38 litrov vina. Mariborske odbojkarice le še zmaga loči od popolne osvojitve naslova državnih prvakinj. V drugi tekmi so sicer nekoliko težje ponovno premagale Kalcit. Za naslov potrebujejo 3 zmage, tako da lahko odbojkarice nove KBM Branika sezono končajo že v petek v Mariboru. Od danes pa do preklica po vsej državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. V tem času je v naravi prepovedano kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj ter puščati ali odmetavati goreče predmete in druge snovi, ki lahko povzročijo požar. Inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpekcija za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano ter policija bodo v času razglašene požarne ogroženosti naravnega okolja izvajale poostren nadzor. Tudi jutri bo pretežno jasno, popoldne se bo predvsem v vzhodni in deloma v osrednji Sloveniji zmerno pooblačilo. Ponekod bo zapihal zahodni do severozahodni veter. V petek bo na zahodu sončno, drugod pa zmerno, v vzhodni Sloveniji pa tudi pretežno oblačno. Nekoliko hladneje bo, v soboto bo sončno, pihal bo jugozahodnik. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Kam odvažajo blato iz čistilne naprave? Direktor v odhajanju ocenjuje poslovne rezultate Pošte Slovenije. Kako v Mariboru ocenjujejo delovanje Evropske prestolnice kulture v prvi četrtini leta? Bodite z nami ob 18.